Med vožnjo je danes nekaj povsem običajnega gledati v telefon in ne na cesto, saj so vsebine na njem očitno zelo nujne. Na splošno so na Facebooku dovoljno. Messenger v bistvu. Snapchat, Facebook, Instagram. Pošiljaš SMS-e, kličeš? Snapchat pa Facebook največ. Da bi mladim pokazali, da lahko samo en SMS med vožnjo tragično spremeni življenje, smo na slovenski platformi za deljenje prevozov ponujali prevoze na različnih relacijah, potnike, ki so se prijavili, s profesionalnim voznikom in avtom s skritimi kamerami zapeljali na vožnjo presenečenja. Po nekaj kilometrih je voznik prosil sopotnike, da v njegovem imenu napišejo sporočilo zadnjemu, ki ga kmalu poberejo. Prihajamo. Takoj zatem so prejeli odgovor. Ok, a tekstaš, ko voziš? Ja, daj ga pa. Je napisal. Tekstaš, ko voziš? A tekstaš, ko voziš, žalosti, smajli. Prosim, a tekstaš, ko voziš? Napisal itak, pa enega tazga. Ja, itak. Po nekaj šalah na račun zateženega zadnjega potnika je sledil trenutek resnice. Tale možak nekaj kaže. Pridružil se jim je človek, ki mu je usodna sekunda na cesti zavedno spremenila življenje. Ja. Sopotnik je popeljal v svojo tragično zgodbo. Ja, se opravičujem, če sem prej zamoril, zatežil se s SMS-om. Ne. To sem res alergičen. Sej jaz tudi ne maram. Ne, sploh ni panike. Ja, se je ona. Aha, je ona pisala, ja. Kad pa ti pišeš SMS, boš pa lepo gledal v telefonu. To so tiste mehne sekunde. Prej si v bistvu niti ne zamisliš, da bi se lahko kaj zgodilo. Zdaj sem v bistvu enostavno sem bolj previden. To človeka sigurno spremeni, sigurno. Pogled na svet, pa na ulico. Tik pred ciljem je voznik razkril skrivnost. Kamerce imamo v avtu, ste pogrunali. Ste ki borutala kakavrice. Življa. Od pomahata. In potnike prosil, da ne tekstajo, ko vozijo. Malo sem bil šokiran, no, pač se je to, ko sem tiste SMS dobil, sem bil tako, pač smo bili vsi malo tako, ne. Zakaj je zatežen zdaj, pa ki ga vidiš, ki je nekdo na vozičku, si pa malo tako. Bilo je tako, ne vem, nepričakovano vse skupaj, ko sem prišel sem me šokiral. A smo potem na koncu ugotovili, da se ne splača, ne? Definitivno, tega tudi že zdaj nisem, samo zdaj pa definitivno nikoli več. Če je res kaj nujnega, izvoz postavim, vse pa pokličem, kaj je bilo. Ne zavozi s tekstanjem med vožnjo, samo en SMS je lahko usoden.